Cajt je za najin review iPhone 16 Pro in končno so zmanjšali še dinamičen otok in čist malo povečen modul za kamero zadnji, ter spet uvedel sijoče vtisje. Mala skicava. Tole je v resnici Xiaomi 14, ki se je, kot marsikateri drug proizvajalec, sposodil oblikovalski jezik od Apple s sijočimi odrezanimi robovi in ravnim zaslonom. Ampak ja, je iPhone podoben sam po dizajnu, a je tudi po kvaliteti. Nadkrat je dober telefon, ni popoln, ima svoje cake, hkrati pa ima tudi določene bombončke, ki jih trenutno noben drug proizvajalec nima. Zato bi ga definitivno mogli imeti na radarju, če kupujete nov telefon. Ta naprava ima na Mi Store, ki je uradna prodajalna Xiaomija, by the way, ceno 1099 € za 12 GB RAM in 512 GB notranjega pomnilnika. To sploh ni bad deal, glede na to, da ima večina novodobnih telefonov za tako ceno po defaultu samo 8 GB RAM in 128 GB notranje shrambe. Do začetnega RAM in notranje shrambe je važen sploh, če gledamo na dolgotrajnost telefona in pozdravljajo to dejstvo, da je Xiaomi dal vam po defaultu tako konfiguracijo že v osnovi, pri čemer greste lahko tudi vse do 16 GB RAM in celo do 1 TB notranjega spomina, kar je noro. Telefon sicer lahko dobite v črni barvi ali pa v žat zeleni, kot je mala vidva. Pa ne samo to, važna je tudi prezentacija oziroma vsebina škatle, v kateri pride naprava. In ja, tukaj drugi proizvajalci, razen mogoče Viva ali pa Oppa, nimajo za burek kot Xiaomi. Noter dobiš 90-vaten polnilec, hiter polnilen kabel, na zaslonu je že nalimana zaščitna folija, poleg vsega pa dobiš še zaščiten ovitek, ki ne deluje ceneno. Sploh ne. Večina proizvajalcev že leta tega ne dajo škatle, ampak Xiaomi je k sreči odstopil od mainstreama in da bo to zmer podpirala in vsakim proizvajalcu dala part zgor za tak unboxing. Sploh pa ni boljše za okolje, da dobiš vse v eni škatli, kakor pa da posebej dokazuješ polnilec in je pa še več odpadkov. Kaj pa vidim, mislim, Apple in Samsung, kaj se strinjata? Ne, ker se samega polnjenja tiče, to je sigurno eno od bombončkov pri tej napravi, ki se z ustreznim Xiaomijevim polnilcem tudi brezžično fila s 50 W, kar je več, kot se večina telefonov fila žično. Z 90-vatnim polnilcem se vam bo telefon od 0 do 100 nafilov v pol ure, kar je super, če vam čez dan zmanjka baterije. Ta je sicer tudi ena izmed velikih prednosti te naprave, je velikosti 4610 mAh, ampak zaradi dobre Xiaomijeve optimizacije, ko moč zdrži cel dan in še malo, tudi če ful uporabljate kamere, pa še kakor pa že rekla, tudi če vam jo zmanjka, jo date filat in ne boste dolgo rabili čakati, da bo na uporabnem nivoju. Je pa res, da jo lahko še zmer hiter porabite komod, sploh če boste full gameali in delali grafično zahtevne stvari na tem telefonu. Kakorkoli, pejmo zdaj na samo napravo. Rekla so že, da je z odrezanimi robovi in ravnim zaslonom in veliko izboklino na hrbtu za kamere podobna iPhonu. Ta dizajn nam je tako, malo mešan. Ja, je lep, modern, premijsk, robovi so tanki in simetrični, ni nobenega noča na vrhu ali pa dinamičnih otokov, tako da iz tega vidika je to res lepa sodobna naprava, ki je po vrhu vsega še zelo udobna za rokovati samo z eno roko, kar je velika prednost tega telefona. Bolj imava tudi problem s hrbtom, kjer je Xiaomi v preteklosti, po najnem mnenju, že delal lepše telefone. Hrbtišče iz odsevnega spolskega stekla, ki pušča prstne vtise in tak dizajn ni glih optimalen, pa da recimo potrkaš po hrbtišču, ta deluje malo vodno, da vem, iPhone je bilo boljš narejen, saj po najno, veva, kaj boste rekli, daš gor ovitek in to je to, kar drži. Ampak če njih spuščamo na prve vtise, pa je zamrznen stekl, ki je matiran, siguren bolj za oprijem in ne pušča prstnih odtisov na telefonu. Isto velja tudi za ogrodje 14-ke, ki ga ima iz svetečnega aluminija, kar pomeni, da ga hiter zapacaš, kar ni lih najboljš. Tudi modul za kamere je, kot ste verjetno opazili, precej velik, zauzema kar dosti placa na hrbtišču in zaradi njega je telefon malo neuravnotežen v vrhnjem delu, pa malo štorat za uporabo v horizontalnem. Ni toliko slabo, kot pri 14 Ultra, ker tam je res glomazen. Siguren pa ni toliko neopazen, kot so recimo kamere pri obični S24, ampak ja, konec koncev je pač plažna kvaliteta kamer v tistem modulu, o čem bomo pa tudi več rekla malo kasneje. Če gremo zdaj nazaj na prednji del, naprava ima vrhunsk 6,36 palčen zaslon, je dinamičen LTPO s 120 Hz osveževanjem, ki gre vse do 3000 nitov oziroma kandel svetilnosti, kar je bolano in celo višje od S24 Ultra, kar je super, če telefon uporabljate na prostem. Nima pa za razliko od Korejca anti-odsevnega zaslona, tako da boste kar videli svoj odsev
in zato bo izgledal na prostem, na močni svetlobi, kot da je manj svetu. Telefon poganja čip Snapdragon 8 Gen 3, tako kot večino letošnjih Androidnih flagshipov in performance je naravno sodiče. Naprava deluje bliskovit, hiter, nobenega zatikanja, nobenega padca v frame, nič. Tako da je primerna tudi za gamerje. Koliko smo že performansu in odzivnosti, pa ne moramo iti mimo HyperOS-a. Ja, zdaj Xiaomi je v preteklosti uporabljal vmesnik MIUI, ki je bil v javnosti poznan kot soliden OS z veliko optimizacije in dobrih funkcij, ki pa je bil malo preveč podoben Applovemu iOS-u. V njem so se tudi pojavljali oglasi, dosti je bilo bloatware in predvsem poznan je bil kot OS, ki ni dobil veliko let posodabljanja. Xiaomi je to poskušal popraviti s tem, da je MIUI nadomestil z novim HyperOS-om, ki naj bi vse to popravil in rezultat je nekaj se je izboljšal, recimo. Ampak vizualno spet ni take razlike, razen imena. Animacije so sigurno bolj tekoče in so skoraj ob boku iOS-u, prav tako, ko kontrolni center povlečete dol na desni strani, ikone nimajo imen, enako kot pri iOS-u. Drugače pa HyperOS zavzame tudi veliko manj placa na telefonu v primerjavi z ostalimi OS-i. Poleg tega ima tudi cel kup bombončkov, recimo v predalniku za Apple lahko te iščete po barvah, po želji lahko imenujete razdelke za Apple, v detajle lahko spremenite zaklenjen zaslon in še par manjših izboljšav bi se najdel. Problem je bolj v tem, da je navada železna srajca, ali kako pravijo, in tako se še zmeraj vsake toliko časa pojavljajo oglasi, še zmeraj najdete bloatware in še zmeraj HyperOS precej podoben iOS-u, maybe še celo malo bolj, kot je bil MIUI, no. Nič od tega ni deal breaker, Apple lahko skrijete, bloatware lahko večinoma deinštalirate in zgledovati se po nečemu, kar že tako osnovi dobro dela, ni bad. Ampak še zmeraj si želiva, da bi se Xiaomi malo bolj upogumil in nehal toliko slediti iOS-u in bi šel svojo pot, kot rešil Samsung z One UI-om. No, sej so že recimo malo začeli slediti, ker so podaljšali obljubljeno dobo za posodobitve, se je Xiaomi zdaj baje zagotavlja 4 leta softverskih posodobitev, kar je sigurno velik napredek od 2 do 3 let, kar se je imel, kot je bilo v preteklosti. Zmer pa ni toliko daleč, kot Google ali pa Samsung, ki za svoje flagshipe obljubljata 7 let posodobitev. Pa smo prišli do kamer. Xiaomi 14 ima 3 kamere, pri čemer so vse velikosti 50 megapikslov. Kar se tiče same fotografije, Xiaomi tukaj bolj podoben Apple, kot pa Samsungu, ker naredi bolj naravne fotke v smislu, kar vidiš, to tudi dobiš. Manj je HDR-a, fotke so bolj svetle, tudi zato, ker ima glavni objektiv večji senzor, ki noter spusti več svetlobe. Po besedah Xiaomija ne bi spustil do 80% več svetlobe kot Xiaomi 13. Kot smo že večkrat rekli, fotografije so zelo subjektivna kategorija. En folk ima raje barvite fotke, drugi naravne, eni imajo radi bolj ostre, drugi bolj mehke, eni imajo radi več HDR-a, drugi manj. Pač sigurno so okusi različni, to se strinjamo. Ampak načeloma boste s temi fotkami zelo zadovoljni, saj so vrhunske, poleg tega boste lahko pomembne trenutke zelo hitro lahko zajeli, ker je čas zaklopa full hiter in odziven, tako da po Xiaomiju bi se mogel glede tega marsikdo zgledovati, marsikšen proizvajalec. Poleg tega lahko izberete različne Leica profile in na ta način naredite fotke bolj izstopajoče, bolj umetniške, kakorkoli vam srce poželi. Midva zlasti priporočava avtentičen Leica profil, ki naredi res avtentične življenjske barve. Ultraširokokoten objektiv je na primer pri Xiaomiju malo ožji, kot recimo pa R24, tako da v fotko ne boste mogli zajeti toliko, kot recimo pri rumnem telefonu, in tudi Xiaomi pri ultraširokokotni kameri ne dela toliko svetlih nočnih fotk, imajo pa ti več detajlov. Optičen zoom gre vse do 3,2-kratne povečave, pri čemer gre digital zoom oziroma crop vse do 60-kratne povečave. Ob tem, da je kvaliteta zooma tam nekje do 10-kratne povečave, maybe v določenih primerih celo do 20-kratne povečave, pa naprej so povečali manj oljne slike. Xiaomi je letos boljši tudi selfie objektiv, ki je velikosti 32 megapikslov in naredi res lepe selfie fotke, ki so lepo odrezane in imajo dober dinamičen razpon, ki se ga mi sicer kar malo pogrešala pri hrbtnih kamerah. Razen tega, da malo preveč kožo zgledi, kar je značilno za kitajske telefone. Poleg tega je selfie kamero letos končno mogoče posneti 4K pa 60 fps-ih. Je pa res, da so selfie videi malo preveč overblowani za najbolj. Ko smo že pri videu, zdi se nama, da je Xiaomi letos ful naredil korak v pravo smer pri snemanju s hrbtnimi kamerami, ker so posnetki bolj stabilni, ni padcev v frame ratih in tudi z Dolby Vision dobite celo paleto barv ter dober HDR. Skritje tudi Xiaomijevega videa, vgrajen nočni način snemanja videov, ki drastično izboljša kvaliteto nočnega videa in je po najnem mnenju sigurno se zdaj povzpel med najboljše v trgu na tem delu. Drži. Proti koncu moramo valjda omeniti tudi AI, glede na to, da živimo v prihodnosti, kjer najdemo tudi v čisto običnih gospodinjskih pripomočkih, recimo jaz sem bral, da v pralnem stroju tudi tako že. Xiaomi 14 ima AI brisalca, s katerim lahko iz fotk odstranite folk ali pa predmete, lahko tudi spreminjate nebo na fotkah.
ZI lahko že s posnetim fotkam dodate bokeh efekt, Xiaomi pa je napovedal, da bo že zelo kmalu tudi druga AI orodja, ki nama v cajtu snemanja tega videa žal niso bila na voljo. To je bil za vas Xiaomi 14, ki bo letos sigurno v vrhu borcev za najboljšega kompaktnega telefona leta, čeprav nikakor ni majhen telefon. Ne. Je zelo dober telefon z odlično baterijo, hitrim polnjenjem, dobrimi kamerami, dela odlično nočne videe, ima dobro začetno konfiguracijo in tudi doben je za hendanje. Mu pa vsem zmanjkajo ti detajli. HyperOS bi bil lahko bolj preščičen in narejen malo bolj za evropski trg. Dizajn bi bil lahko na hrbtiču malo bolj izpilen ter z manjšim modulom za kamere. Telefon je siguren nadgradnja lanskoletne 13, ki se je sicer ne da več dobiti pri operaterjih, se mi zdi. Ni pa ogromen skok naprej in tudi cenovno gledano ima velikega konkurenta v Samsungu in pa Apple. Je pa sigurno dobra alternativa in jo marsikje čisto po sploh pri hitrosti polnjenja in vsebini, ki jo s telefonom dobite v škatli. Tako da, če iščete trenutno nov telefon in niste fanboy nobene izmed drugih znak, definitivno prečekirajte tale telefon. Pa smo prišli do konca tega videa. Insight z vami se je za danes žal iztekel. Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s tem telefonom, nam ga seveda valjda zastavite spodaj v komentarje ali pa v DMs najnega kanala na družbenih omrežjih. Nič bati, ne gre za vam. Res ne. Še enkrat hvala Xiaomi Slovenija, da nam je posodil napravo, brez vas ta video ne bi bil mogoč. In pa hvala vam, najine gledalke in gledalci, ki tako zvesto spremljate, upava, da boste še naprej. Ostanite z nama in se naslednjič vidimo v drugem videu. Čau!